Lepo zdrav, danes znova po desnem pasu, nažalost še vedno deževno vreme v Zagorju. Z mano je kandidatka, dr. Alenka Forte. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Zdaj moramo začeti z najbolj perečo temo, to je zdravstvo. Ja. Doktorica ste, zakaj ste se odločili, da kandidirate in predvsem, da temo zdravstva postavite med prioritetnim tem, ker se mi zdi, da se vsi te teme izogibajo. Ja, zdravstvo je zašlo, predvsem s to nevizijo, kako zdravstvo urejati. Trenutna vlada je sprejela toliko ukrepov, ki škodujejo slovenskemu pacientu najprej, potem pa seveda tudi vsem zdravstvenim delavcem. Dnevno lahko v medijih slišimo o čakalnih dobah, o ljudeh, ki čakajo 2-3 leta na prvi pregled. Poslušamo o tem, da tudi do osebnega zdravnika ne pridejo. Imamo te ambulante za neopredeljene. Torej tako, v slovenskem zdravstvu pa ta vlada je naredila veliko škode, ampak slovensko zdravstvo, glede na demografijo, nismo nikoli dolgoročnih načrtov delali. In to Slovenska demokratska stranka ima namen. In zato sem vstopila spet v kandidaturo in spet v politiko, ker mislim, da mi ne rabimo gasilnih akcij. Seveda moramo neke ukrepe imeti, ko bo treba zdaj, čez pol leta, čez 1 leto, čez 2 leti. Ampak mi kot družba moramo imeti vizijo. Kam bo ta naš čoln plul? Vse to je kar tanker, a ne? Ki se počasi. In je treba res, seveda, z nekim najširšim dogovorom, kam moramo iti. Ampak vsi se moramo zavedati, da prispevke in davke plačujemo vsi, oskrbo pa dobimo ali ne dobimo takrat, ko potrebujemo. In mi se moramo zavedati, da je zdravstveni sistem zaradi ljudi, zaradi človeka, zaradi posameznika, uporabnika, pacienta, okrog pa moramo izgraditi sistem, da bo ta človek, ki ima stisko, zdravstven problem, na vrsti takrat, ko to potrebuje, in da zato ne bo rabo plačevati dopolnilnih in ne vem kakšnih komercialnih zavarovanj, ampak da bo iz naslova tega stalnega plačevanja prispevkov v blagajno ZZZS, da bo takrat dobil, ko to dobi. Potrebuje. Druga velika napaka, ki ta vlada dela, je ta uperjenost proti zasebni pobudi, proti zasebnikom, ta nasilna ločitev zasebno-javno. Glejte, to je povsem nepotrebno. Vas in mene, ko imamo težavo in bolečino, ne zanima, kdo me bo pregledal, obravnaval. Hočem pa, da je ta dober in da sem čim prej na vrsti. In to je ključni problem slovenskega zdravstva. In to, da ljudje ne plačujejo žepa. Ni problem za nekoga, ki recimo dobi letne nagrade za poslovno poslovanje 2 milijona, kot recimo bivši direktor GEN-I, to ni problem. Za njega ne, ker si bo lahko v Švici kupil, kogar si želi za svojo uslugo. Ampak za našega upokojenca, ne vem, 650 evri penzije, pa ko on rabi nov kolen, nov kolk, to je pa operacija vredna 10-16 tisoč evrov, ta si pa tega ne bo mogel privoščiti. In tako moramo gledati, kaj je zdravstvo. Usluga za ljudi, ko jo potrebujejo in ker so celo življenje za to plačevali. In mi moramo nehati govoriti o državnem, zasebnem, mi moramo govoriti o dobrem in dostopnem zdravstvu. In vso to navlako idealistično, ki je levica in ta leva vlada privlekla, končno ljudem dopovedati. In jaz upam, da ljudje to počasi razumejo, ker jih boli. In največja, bom rekla, napaka ali pa ukrepanje proti državljanu je bilo za uredbo 24. decembra lanskega leta, ko je Robert Golob podpisal, da se prepove koncesionarjem delati več kot 100%. Koncesionarji so pridni, delovni, se znajo organizirati, so hitri, se prilagajajo na sistem in so vedno zrcalo državnemu zdravstvu, ki to ne dohaja. Prvič zakonodaja zavira, a so vsi direktorji kompetentni, to težko ocenjujem, ampak zakonodaja na področju upravljanja javnih zavodov tudi direktorje zavira. In to je tudi en del, ki ga bomo mogli v bodoče popraviti. To se pravi, postaviti pacienta v sredino in sistem izgraditi okrog njega tako, da boš dobil za vplačane prispevke, ki si jih celo življenje plačeval, uslugo takrat, ko jo rabiš, in ta mora biti dobra. Pa čisto vseeno, ali bo naredila Franska na UKC gor v 7. nadstropju, ali bo naredil koncesionar tam nasproti nekje v eni Ljubljanski ulici. To zdaj ponavljamo že veliko let. Jaz upam, da bodo naši državljani končno to razumeli. Da se ne bojo pustili več s to demagogijo, javno, zasebno in to umetno ločnico. Glejte, sam še toliko, pa zaključim na to vprašanje. Cela Evropa ima javno zdravstvo.
je različno strukturirana, različna zakonodaja, imate veliko zasebnikov, veliko investicij, bom rekla, javnega zasebnega partnerstva, ne investira država. Nekatere države, predvsem v terciarne ustanove, pa tudi lastniki teh ustanov so država, ne pa recimo lokalne skupnosti, občine, pa drugi subjekti. Ampak vsi imajo javno zdravstvo. Mi pa smo zlorabili ta termin in za potrebe levih vlad, in je to povsem ideološko nepotrebno. In jaz upam, da se bodo Slovenci zbudili, pa naši državljani zbudili, da tukaj razpravljamo o dejstvih. Pa o številkah. Mogoče še ena številka, ki se mi zdaj res dela zanimiva, tudi ko sem bral nekaj. Ravno te ideologiji, ki ste govorili, 30 dni do specialista, vsi se spomnimo, in 30 000 stanovanj. Zdaj pa mislim, da smo ravno prišli v obdobje, kjer je 30 000 dni do specialista, pa 30 stanovanj. Dobro ste vi to analizirali. Glejte, papir in besede prenesejo vse. Glejte, vse 4 leta poslušamo laži na laži, ampak ne vem, ali to ljudje sploh več ne razumejo, a so si ljudje to kaj zapomnili, a sploh ljudje, ko vklopijo ali odprejo časopis, a imajo možnost to prebrati. Ampak jaz, ki sem malo bolj zainteresirana za politiko, pa kaj se dogaja, čim odpreš, pa nekdo iz predstavnikov te vladajoče opcije ali parlamenta ali sama vlada, pa to je neverjetno. Koliko laži, koliko preobratov, pa koliko manipulacij. Jaz upam, da ljudje se zavedajo, koliko manj imajo zdaj v žepu in koliko dlje zdaj tudi, pravzaprav, če sem jaz za področje zdravstva, koliko dlje se zdaj čaka. Samo na Nacionalni inštitut, se odpre, prej je bila to verodostojna informacija, zdaj pa slišimo trenutno ministrico, da to pa ni tako. Pa da je nekaj drugega pogruntati, da boš imela realne podatke, pa da bo začela načrtovati prave politike. Jih ni, ne? Točno tako ste povedali. Mogoče še ena velika manipulacija, tudi dolgotrajna oskrba. Zdaj to zveni, kot da si je ta vlada to zmislila. Vi ste ravno bili tisti, ko ste s tem začeli, ko bi že mogla delovati, danes pa je tu kaos na dolgotrajno. Malo da ponovimo zgodovino. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi je imel, ne vem, preko 130 variant, ki so se osnutki delali na Ministrstvu za delo in socialo ali pa na zdravstvu. In ko smo mi prevzeli vlado, je pač ta osnutek ležal v predalih na Ministrstvu za zdravje. In takrat je predsednik Janša, kot je odločen, rekel, to bomo mi sprejeli. In potem so se začeli postopki in v bistvu smo 17. decembra 2021 je bil v Državnem zboru sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi. Mi smo kasneje v naslednjih mesecih pripravili vse podzakonske akte. Ko sem jaz odšla z ministrstva, smo imeli sprejete razen enega o standardu novogradenj v domovih za starejše. To smo se še usklajevali takrat z ministrom Cigler Kraljem, kako bi to moglo biti. To nam je zmanjkalo časa, pošteno da povemo, ampak vse drugo smo pripravili. Pripravili smo tudi projekt izobraževanja kadrov. Ti ne moreš imeti dejavnosti, storitve, če nimaš kadra. Pa ta kader mora biti seveda tudi pošteno nagrajen. In z našim odhodom se je ta projekt ustavil. Mi smo takrat na ministrstvu s temi sodelavci pripravili projekt izobraževanj za nov poklic, negovalec. In to bi se lahko vključili ljudje, ki bi imeli osnovno šolsko izobrazbo, potem pa 400-urno izobraževanje in bi bila neka nova poklicna kvalifikacija, celo na Zavodu za zaposlovanje so bili te postopki zaključeni. Ampak z našim odhodom se je ta projekt ustavil. Takrat mislim, da je na pamet, ampak vsaj 60 ljudi je že bilo takrat predvidenih za izobraževanje, da bi lahko vstopili v sistem te socialne oskrbe. Ker dolgotrajna oskrba je socialna oskrba, ampak potem pa seveda je bil referendum, kot veste, pa 2-krat zamik z nekimi zakoni te vlade. Dejansko so ti, ki danes so, kot pravi pri minister Maljevac, vstopili v sistem dolgotrajne oskrbe, te ljudje bi mogli to dobiti že 24 mesecev nazaj. Po našem zakonu bi bilo 1.1.2023 bi bili vsi avtomatsko prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe, ampak seveda projekt je zastal. Da pa ne govorimo, se dolgotrajna oskrba ni samo nadomestilo pri financah za tiste, ki so nameščeni. Kaj pa tistih 50 000 ljudi, ki je doma? Sami živijo, so bolni,
Kdo pa za njih poskrbi? Saj nekaj tega je, patronažna služba, potem tudi pomoč na domu, ravno v tej občini. Ne moram pohvaliti to občino in tega župana. Tukaj izredno sodelujejo skupaj z zdravstvenim sistemom in Centrom za socialno delo. Občina Zagorje. Občina Zagorje ob Savi tukaj izredno in se trudijo in imajo, mislim, da eno boljših oskrb na domu, se pravi oskrba, ampak če je to dolgotrajna še ni, ker še ni niti odločba, ne? Ampak kot sistem, ki ga že skozi nekaj gradimo, ker vse to ni postavljeno, ja, zakon je sprejet v naši vladi 21, ne? Ampak te potrebe, ki so od nekdaj, so bile pokrite preko patronaže in centrov za socialno delo in občine tukaj zelo, zelo že sodeluje. In ta občina Zagorje ob Savi je lahko vzor ostalim občinam, je veliko posluha za obnemogle občane. Zdaj pa še eno osebno vprašanje. Ne? Jaz vedno vsakega, ki je tudi deloval v prejšnji vladi, vprašam, ker se mi zdi, da prav, da se to naslovi, kako je bilo delati času covida. Jaz mislim, da to marsikdo pozablja, koliko ste vi na Ministrstvu za zdravje se odrekali takrat, koliko je bilo nekih prilagajanj, po drugi strani pa koliko je bilo nagajanj. Čas covida je bilo čas vojnega stanja. Takrat sploh nismo spraševali, kateri dan, katera ura, ko je bilo potrebno, smo delali za to, da smo vse pripravili in z vsemi ukrepi reševali človeška življenja. Na koncu je bil podpisan predsednik Janez Janša, ampak prednje en odlok, ki smo ga morali tedensko spreminjati po odločbi Ustavnega sodišča, in to smo bili edini v Evropi, mu je Ustavno sodišče to naložilo in nagajalo, Nemci so delali na en mesec, in to je bilo potrebno skozi podatke slediti, ažurirati, analizirati in je treba bilo tedensko spremembe za zdravstvo, kako naj deluje, za gospodarstvo, kako naj deluje. To so bili res 16-urni delovniki, pa ni bilo težko, ker smo vedeli, da za tem stoji po eni strani reševanje življenj, po drugi strani vzdržnost za gospodarstvo. In jaz mislim, da je Slovenija takrat skupaj, to je bilo, da ne bom rekla, desetine in stotine ljudi, ki so to delali, da je Slovenija izšla bom rekla, kot vzgled iz držav, kako so premagali COVID, ker naše gospodarstvo je imelo takrat strmo rast in smo bili, mislim, da peti. Drugi celo, ampak dobro, pri reševanju življenj pa COVID ukrepih smo seveda imeli malo težave. Zakaj? Nam se je dogajala ulica, mi smo imeli kolesarje. A se spomnite tega, kako so poslanci trgali maske v parlamentu? Mislim, kakšen je to signal? Se pravi, totalno anarhistični parlament, takrat opozicija, pa anarhija na ulici. In tudi to je doprineslo k veliko smrti. To je treba povedati. Tako. Drugače pa, ja, je to bila ena taka izkušnja, ki je neponovljiva. Pa tukaj bi na tem mestu se rada zahvalila vsem slovenskim zdravstvenim delavcem. Glejte, nikomur, jaz sem bila zadolžena za koordinacijo delovanja primarnega zdravstva, teh centrov za testiranje, za transfer ljudi, ker zdravniki recimo, splošni zdravnik, patronažna sestra, to so ljudje, ki so hodili v bolnice. Se pravi, kadar se je mobiliziral in kjerkoli smo ga potrebovali, ali zdravnika, ali diplomirano sestro, ali srednjo sestro, to je bil mi smo bili ena ekipa. Se pravi, zdravstveni sistem v bolnišnicah, v zdravstvenih domovih, v domovih za starejše, to je bil ena ekipa, ki smo vsi probali reševati najbolj po najboljših močeh. Ljudje so se pa pa sploh opozicija, pa na te proteste, pa zapiranje. Ljudje sploh, veste, kaj mene moti najbolj? Da slovenski državljan ali pa ne zna pogledati malo čez mejo. A veste, malo vklopiš Avstrijo, malo vklopiš Italijo, pa vidiš, in nihče ni delal te primerjave. Mi smo samo to poslušali, kar smo poslušali, naši ukrepi pa so bili milejši kot povprečno v Evropi. Bodi si Francija, bodi si Italija, Nemčija recimo. Ampak vsak je prizadet in je vedno gledal, kako sem pa jaz osebno prizadet. Ampak to, da smo reševali življenja, da slovensko zdravstvo ni klecnilo. Pred covidom je imela Slovenija 170 postelj, kar pomeni ekip za intenzivno zdravljenje, se pravi za umetno predihavanje, za vzdrževanje življenja. Ob koncu covida, tam, mislim, ko smo se bali, da bomo celo klecnili, smo mi imeli 640 ekip, ventilatorje in postelj. Si to predstavljate, da je to skoraj krat 350%. Ampak to na račun zdravstvenega kadra,
predanih zdravstvenih delavcev in si tukaj, če to bo javno predvajano, res zahvaljujem vsem, ki so takrat brezpogojno reševali življenja, resnično. In potem pride Golobova vlada, ne, in dela samo proti ukrepe, predvsem proti nosilcem zdravstvene dejavnosti, to so zdravniki, kar je seveda kar težko, mislim, zdravniki so prizadeti. Moram reči, no, te prizadene, prej daš vse v čebe zato, ker veš, da boš rešil življenja. Potem pa pride neka politika leva, ki pa si mirno briše čevlje vsak dan ob tebe. Tako da to je pa res, ne, in mi v naši stranki si bomo vedno prizadevali, da pridobimo zaupanje in bomo to zaupanje tudi z našim delom si pridobili. Mi bomo imeli posluh, mi smo vedno za sodelovanje, vedno za pogovor in v naši vladi in jaz upam, da dobimo mandat, da bo Slovenska demokratska stranka pošteno zmagala, da bomo naredili dobro desno-sredinsko vlado in zdravstvo bo sigurno prioriteta, ker je v razsulu in potrebujemo veliko ukrepov, da zadržimo kadre. Se pravi, treba se začeti pogovarjati z ljudmi. Ti ne moreš delati politik, da izključuje stroko. Če želiš spremembe, moraš ljudi pridobiti, ustrezno nagraditi, moraš imeti posluh. Ne smeš vrata zaloputniti, tako kot je ta vlada naredila, podpisati nek sporazum, kot je naredila recimo z Fidesom, potem pa je molk organa. Vse veste, da imamo še vedno stavko Fidesa. Da ne govorimo o tem, kako so obremenjene sestre po oddelkih, po intenzivah, da je po kliničnih centrih in regijskih bolnišnicah, da so do polovice ali skoraj celi oddelki zaprti, ker ni negovalnega kadra. Ja, kdo bo pa delal, če ne zdravstveni delavci? In če hočeš ti zdravstvo postaviti spet nazaj na noge, rabiš ljudi. Ti lahko daš milijarde v sistem, lahko pišeš najlepše nastope, pišeš nekomu, da potem govori, kakor te vladni predstavniki govorijo, pa vse je okej, ampak če ni ljudi, ne more zagotoviti izvajanja storitev. Ne, zdaj, ko ste tudi tak lep prikaz naredili, ne, jaz poznam ogromno mladih, tudi zdravnikov, ne, ki meni rečejo, Luka, 15 let sem se šolal, vojno pa delajo proti meni tistim, ki ne vejo, zakaj se gre. Ja. Najslabši sem. Je rekel, potem pa še pridem, tako ste rekli, v klinični center Maribor, ne, pa sem preobremenjen, pol pa še na koncu odpreš poročila, pogledaš, ne, je rekel, pa še najbolj sem našpukal, ne. Ja. In zato recimo pri nas v Mariboru, jaz vem, ogromno kadra odhaja v Avstrijo. Pa ne zaradi pogoja, ampak tudi zaradi odnosa. Ja, to pa vsi povedo, ko prestopiš mejo, veliko ljudi tudi k nam pride, k meni kot zdravniku, ker pač neko dejavnost izvajamo, ki je pač širše slovensko, pa smo dostopni zaradi čakalnih dob. Kakšen je odnos do zdravstvenih delavcev? Ja. In bili smo tudi na enem delovnem sestanku v Avstriji. Oni rečejo, vi zdravstveni delavci, zdravniki in sestre, vi delate svojo stroko. Mi tukaj, uprava, poslovodstvo, mi bomo pa vse naredili, da ste vi imeli pogoje za delo. Vi samo delajte, posvetite se svojemu delu. In to rabimo v Sloveniji. Zdravstveni delavci ne delajo svoje delo. Vodstveni kader, tako v ustanovah, prva pa seveda zdravstvena politika, mora pa zagotoviti pogoje, da bojo ti ljudje lahko normalno delali. Mogoče še ena svinjarija praktično te vlade se moramo dotakniti, ne? To je ukinitev urada za primerjavo cen v zdravstvu. Ne? Ja, to je bilo prvo ukinjeno in jaz ne morem verjeti, da tega državljani in mediji nekako niti niso naslovili. Ne? Najbolj govorimo o korupciji v zdravstvu, vemo, da denar odteka, na koncu pa edino stvar, ki je nekako to uspela vsaj delno zamejiti, ne, pa ukineš. Ja, to je bil postavljen začetek v mandatu naše vlade. Seveda, povod je bil, se spomnimo vse teh afer o preplačilih, bile so samo žilne opornice takrat, ampak gre tukaj še za mnogo, to je en artikel, pa mogoče nekaj različnih kakovostnih nivojev. Ampak koliko pa mi v zdravstvu potrebujemo, od magnet naprav do umetnih kolkov, vse, kar potrebujemo. In je logično, da če bi mi uspeli to agencijo, ki smo jo sprejeli, ta urad, in ta urad bi pravzaprav določil cene, ampak Slovenija s tem bi še naredila premalo. Mi bi mogli imeti skupna naročila na evropskem trgu.
recimo jaz kot majhen koncesionar, jaz lahko kupujem, ker sem imam status družbe z omejeno odgovornostjo, jaz grem lahko v Avstrijo pa si kupim. In si kupim recimo ultrazvočni aparat za tretjino cene, ki jo mora bolnica na razpisu plačati. Razumete? Če bi pa mi naredili javne razpise za katerekoli artikle in bi Ministrstvo za zdravje to podpiralo in mi to bomo podpirali, da se naredijo informacije, zbirne informacije, kdo in kaj potrebuje, vsi bi se smeli prijaviti, povedati svoje zahteve po kakovosti, po masi, ki jo želijo naročiti in potem gremo na skupna javna naročila. Pa naročimo, 50 milijonov plenic, če tako hočete, ali pa 10 CT naprav, ali pa 20 magnet naprav, bi se sigurno kakovost in seveda s tem bi se znižala cena. Seveda, ampak potem na tak način, pa potem seveda ni to priljubljeno, ker veliko ljudi živi kot posredniki. A veste, pri nas, če hočeš, mi imamo takšno zakonodajo, da če hočeš pri nekomu, ki ima v Sloveniji sedež, moraš se s njim pogajati za ceno, pa za dobavo. Če ima recimo firma, katerakoli firma, ki dobavlja opremo. Ja, tako, dobro, to je farmacija, ampak katerakoli firma, ki je, bom rekla, multinacionalka, znana, če ima v Sloveniji sedež, je tako zakonodaja, da bi moraš pri njih lokalno naročiti. In sploh ne moreš, recimo, če pa greš mimo tega, če pa ni, pa greš ti na prosti evropski trg, pa se lahko izpogajaš. In tukaj jaz verjamem, pravijo sicer nekateri, da nimamo takšne zakonodaje, ampak zakon spremeniš. Se mi zakonodajo lahko naredimo tako, da bo nam uprit, državljanom uprit, da bomo mi najbolj racionalno na trgu kupovali, ker tukaj so ogromne milijarde. Zdravstvena blagajna je zdaj čez 6 milijard. To je ogromno denarja, ampak jaz mislim, da vsak evro šteje, ki ga prehranimo, pa kateremkoli artiklu, kar imamo reka, zrno do zrno pogača, kamen do kamna palača. Se pravi, ta sredstva bi mi lahko potem pa uporabili za bolj racionalno delovanje tudi samih ustanov, ker bi več ostali, pa tudi tisti, ki delajo, bi lahko bili nagrajeni po učinku. Tega tudi nismo še, Lejte, med nami so razlike. En je zelo priden, drug manj priden, en je zelo sposoben, drug poprečno, ampak nekje pričakuješ, da vsi neko poprečje dosežejo. Imamo pa take, ki dosežejo več. In zakaj ne bi tisti, ki več doprinese k ugledu ustanove, pa več programa naredi, danes direktorji nimajo možnosti ustrezno nagraditi. In tudi tukaj rabimo spremembe zakonodaje. Tako da v Slovenski demokratski stranki vidimo ta sistem, in vemo, kaj je potrebno spremeniti, da bo sistem bolj racionalno upravljan, pa da bomo ustrezno in pošteno nagradili kadre in da tudi ustvarimo klimo, da je ta stroka potrebna, ker brez stroke ni dejavnosti. Jaz ne vem, zakaj trenutni koaliciji to ni jasno. Ne moreš ti od nekoga, od katerega želiš, da pomaga, tako grdo z njim delati. Neko represija, češ. Ja, ampak tukaj gre v bistvu za oblast in za moč. Tukaj gre samo za to. Žal, če tole gledamo zadnja 4 leta, pa kjerkoli področje gledamo, državljan, pa dobrobit državljana je ni. Ampak to državljanom je to napovedal, sedanji mandatar je napovedal, kaj bo naredil. Ampak vse je nov obraz, neka vedrina, neko dobro nastopanje, lepi kodrčki, samo všečno nastopanje, marcisoidno nastopanje, pa ne premoremo te kritičnosti. Jaz sem najbolj pretresena, ko sem slišala, da tudi intelektualci, da jih je ta nastop zavedel, da niso šli, da ljudje danes, in jaz upam, da bojo ljudje programe strank brali. In naš program strokovnega sveta in Slovenske demokratske stranke je bil vedno tak, da kar smo obljubili in če smo imeli možnost, smo tudi izvedli. In tudi zdaj, za te volitve, z gotovostjo lahko rečem, program, ki smo ga pripravili, je takšen, ki je osredotočen na državljana, pa njegovo dobrobit, pa na katerikoli področju. Ali koliko mu ostane v žepe, ali kako bo imel dostopnost do zdravstvenih storitev. Jaz mislim, da za konec, če še moramo dotakniti ene tudi zelo pereče teme, čeprav je zdravstvo bilo ogromno v tem mandatu, je pa ena stvar. Na začetku so govorili, ukinili bomo dodatno zavarovanje, niso ga ukinili, ampak so ga naredili za obveznega. Kako se vam to zdi ta
Ja. v bistvu absurd, ne, celotne te vlade, ne. Še več, a ne, govorili so, koliko te dopolnilne zavarovalnice v lastne žepe, pa za lastno delovanje porabijo, ne, ko so to ukinili in prenesli. Ampak če bi bili pošteni, ne, če bi rekli, ok, rabimo, ampak zakaj pa niso potem šli uvajati nek sorazmerni delež glede na prihodke, ne? Glejte, moderna zavarovanja so taka, lahko bi na Švico opozorila, oni imajo pri socialno šibkih, a ne krije to država, neke prispevke. Tukaj pa ali ima minimalno plačo ali ima samo invalidsko penzijo, plača tistih zdaj 37 €. Mislim, tako nefer, prej imel vsaj možnost, da se sam odločil ali bo, zdaj pa mora, a ne? In to je uvedla leva politika. A ne? To je uvedla socialna politika, a ne, v bistvu državljane. Mislim, da nobena vlada zadnjih 15 let, mogoče je Rob pa njegova vlada takrat ta pokojninski sistem tako zelo reformirala, a ne, in da so drsele te prispevne stopnje skozi leta, in je naša vlada bila, ki je ta ukrep popravila takrat v mandatu druge Janševe vlade, ampak so to seveda mediji čist drugače, ampak potem so bili konkretni tudi podatki strani gospoda Papeža, ne, spis je povedal pošteno, ampak veste, ko je enkrat navrženo, je težko v tej demagogiji to popraviti, ne. Jaz upam, da se bojo ljudje zanimali za dejstva, da bojo poiskali fakte, časa je dost, a ne pa, da bojo nasedli tem medijem, ki imajo večino javnega prostora, a ne, ki pač ustvarjajo ljudi. Jaz upam, da je dozorel čas, da državljani, naši volivci prepoznajo, da je treba se soočiti s fakti. Fakti za nazaj, ne pa da nasedamo raznim medijem, ki pač imajo, pa če začneva pri javnomnenjskih raziskavah, te niso posnetek realnega stanja, te so oblikovanje javnega mnenja. To trdimo že mi kar nekaj časa in bi sam spomnila na zadnji referendum o evtanaziji, a ne, kako so poskušali vplivati na ljudi, a ne, in so mislili, da bojo zmagali 70%, potem pa ja, bila je tesna zmaga, ampak vendar smo uspeli, tisti, ki nam je za življenje, tisti, ki nam je za pomoč, ki smo za to, da ljudje dobijo pomoč ta pravo, ne pa, da dobijo smrtonosni strup, a ne, smo zmagali s 53%. In to mene kot zdravnika neizmerno veseli. Neizmerno, da so pa ljudje vsaj tukaj spregledali, da to ni prava pot. Jaz mislim, da ste tak lepi zaključek naredili, da je brez veze kaj dodati, ne? In predvsem pa mislim, da gledalcem in vsem dajem na znanje, kot ste že rekli, soočimo se z dejstvi. In s tem vodilom se vam jaz zahvaljujem za najin pogovor in gremo na zmago, da rešimo zdravstvo. Hvala, Luka. Hvala, Luka.